bistvu ponedeljek je edini dan, ki se dobimo vsi v pisarni, načeloma smo od doma. Tako da začne se dan z product meetingom, splaniramo teden, da pogledamo, kaj se je prejšnji teden dogajalo, kaj se bo ta teden dogajalo, kaj so prioritete. Na prvi pogled zgleda vse zelo enostaven in to je tudi point, da ni stvar kompleksna za uporabnika, ampak drobovje ali pa ozadje tega je pa sestavljeno iz ful enih delov, znanj, porabe energije in nekako sem si želel, da bi ljudje to začutili čez nek tak kratek video. Recimo imaš maturitetno nalogo in a bi dobil vse točke, če bi AI reševal. Pri teh maturah je ful pomemben, da če mi modelu govorimo, to je rešitev, tega se drži. In zdaj, če mu damo napačno noter, sem lani to cel experience breaka. Lani sem to dvema inštruktorjema, ki so to delala, sem rekel tako, to mora biti brez napakice. In so šli 3-krat čez, ampak očitno Pač se, kakaj se bo še pojavil. Ampak zdaj recimo to za Nemčijo. Za učne? Ne, za zdaj, ko se nemško maturo vse pregleduje, da so oni, upam, da so zelo natančni, ker bi bilo bedno, da imamo ful napak. Kar lahko naredimo je, da pol še enkrat gre nekdo česa. To je edino, kar lahko naredimo. Sprav v Nemčiji smo v bistvu zdaj zaštartali eno dolgoročno sodelovanje z content creatorjem in poskušamo informacijo o Astri prenesti srednješolcem, da jim pomagamo čez šolske dni. Moja vizija, tudi s portalom Astra, ki sem ga naredil zdaj že več kot 10 let nazaj, je bila, da bi nekako vsak v tem procesu učenja imel neko vsebino, ki mu lahko pomaga, ki mu je vedno na voljo. Se pravi, s produktom se hočemo pomakniti v to smer, da bi bile to najboljše personalizirane razlage in razlage, kjer imaš zdaj tutorja, ki ga lahko vedno nekaj vprašaš. Problem Astre kot portala takrat pred leti je bil v tem, da sem jaz bil nek omejen faktor, se pravi, meni so učenci pošiljali vprašanja, ampak ni bilo mogoče odgovoriti vsem. Tako da sem tako res vesel, da se bo z umetno inteligenco ta moja vizija lahko dokončno uresničila. To sem jaz pisal malo speke za naju, malo sem Assassin's Creed gledal te skill tree. Tako da bom jaz tebe zbriferil, Darko, za to prvo verzijo, ampak sem full excited, ker imam tako neko vizijo, kako bo ta canvas gledal. Tako tudi malo challenge bo zate, ki se bo šlah malo premikal po temu canvasu. Pri Astri AI pomagam pri dizajnu. Sicer največ sodeluje s Klemenom. A sem prav rekel? V bistvu Darko dela to, kar sem jaz delal 15 let. UX pa UI dizajna, tako da zdaj sva v temu timu 2 na začetku, tukaj pa Astri. Tukaj lahko vidimo, se pravi, pripravljene dizajne za mobile in pa vse, kar gre v to, se pravi, priprava za developerje, komentarji za developerje, vsak screen, vsak state je nakazan posebej, da je čim manj dvoma, ko to pride naprej v development. Trenutno mi je Darko dal nov dizajn za ta onboarding, da moram celoten flow popraviti, par gumbov spremeniti, pa še par takih malenkosti, ki so za zrihtati. Če čakamo na to, dajmo počakati. Ja, jaz mislim, da ta Gemini nam bo kar pomagal, tako da jaz bi mogoče to počakal. Da saj vemo, kakšen je, kakšen je price, da naredimo takrat odločitev, ker jaz mislim, da to ima lahko ful velik efekt na quality produkta. Sprav ta teden bi bilo cool, da je abitur čist pripravljen do petka, da sam še baza manjka. Da pol sam bazo damo not in pol lahko launchamo. Objava, ki bi jaz rekel, da je dobila full userjev, je bilo lih takrat, lansko leto, ko se je počasi matura bližala, so posnela en skit, kjer je on moj drug dealer za matematične inštrukcije Astra AI. Mislim, da je zdaj neka prva stopnička, da bo podjetje z eno osebo doseglo, mislim, da 100 milijonov letnih prihodkov, ampak jaz mislim, da v naslednjih letih bomo verjetno videli
prvo podjetje, ki bo naredilo milijardo evrov prihodka, pa bo recimo samo en zaposlen, vse ostalo bojo delali pa agenti umetne inteligence. To za nekatere je zaskrbljujoče ali pa jih je strah te prihodnosti, ampak mislim, da se temu ne moramo izogniti. Tako, če dam lahko nek tak generalen komentar, mislim, da slovenska podjetja se bojo mogla temu prilagoditi, bojo mogla iti s tem trendom naprej, ker je pač to naša prihodnost, če bomo hoteli biti konkurenčni na globalnih trgih. Včeraj sem razmišljal točno to, ampak ne da škraba, ampak zdaj, ki je ta image gen, da je del onboardinga, da ti selfie narediš in naredi tebe v astronauta in te da gor na ta ozvezdje in potem se ti premikaš po tem. Kaj si se ti naučil v šolskem sistemu, odkar si Astro ustanovil? Ja, v bistvu presenetilo me je to, koliko je odprt za spremembe. Jaz sem na začetku pričakoval, da je to en najbolj rigidnih takih sistemov, ki ne mara nobenih sprememb, ki mu odgovarja status quo, ampak v bistvu delavci v izobraževalnem sistemu so me presenetili, koliko so odprti za spremembe, pa koliko vidijo mogoče potencial v tej tehnologiji. Tako da nisem pričakoval, da bomo imeli toliko zaveznikov. Danes je pa tak unikaten dan, ker imamo delavnico tukaj glede copywritinga, glede našega onboardinga oziroma tega procesa, ki uporabnik kreira račun. Tako da pride Tim Brce, ki nas bo vodil čez to. Tako da bo tudi malo večja ekipa danes tukaj, tako da ful dobro, da sva danes to splanirala. Da gremo čez ta trenuten onboarding. Jaz sem šel čez, meni zgleda ful hudo, imel sem kar nekaj vprašanj, tako sicer na parih točkah. Ene stvari mi niso bile čisto jasne, zakaj, pa lahko se samo malo o tem pogovorimo, pa gremo pa naprej. Next step, zdaj ta video. Jaz sem zdaj Lukata vprašal, če mi lahko potegne še cifre za completion rate, pa average view duration, pa rekel, da ima problem, ki tak ta video na večjih landing pageh. Hudo bi bilo sam poduplicirati ga, dati kot se pred video, zato da se lahko treka, koliko folk gleda to na onboarding stepu. Ampak kljub temu bi bilo zanimivo mogoče pogledati, koliko folk sploh dejansko to pogleda do konca ali pa ne. A veš, pri nas imaš pa tudi tam enega modela, Mark, ki jutri stari matura, pa vedno ne zna in tako, jaz bi sam čim prej videti pomoč. Ko ful sem frustrated, Kakršenkoli onboarding se bo delo, mora biti as short as possible. Ampak as short as possible ne pomeni short. Sam pomeni, da ga ne sprašujemo neumnosti, ker ne bodo zares koristile. Moj assumption zdaj je, da bo po moje, da malo boljš deloval, če bo malo daljši proces, kot samo klikam tukaj pa začni uporabljati. To pa moja ni naša pot. Jaz to mislim. Zato, ker bo Siri tako, hej Siri, da mi to reš. Naša smer je personalization, learning tool za vse subjekte v določeni državi. Ja. Tudi ta novo nastali fokus, ki smo ga definirali na Kanarcih, da nehamo dajati energijo v stvari, ki so distraction, ampak da se fokusiramo na izključno eno stvar in to naredimo najboljše na svetu. In to govorim ta tutor za matematiko. Na srečo imava oba s Klemnom nekako zaradi svojega udejstvovanja v karieri pa v preteklih letih na različnih področjih dost velik following oziroma neko število sledilcev na družbenih omrežjih. In to mogoče nam malo pomaga, da lahko takrat, ko iščemo nekoga, da nam to poveča možnosti privabiti koga, ki bi se pridružil naši ekipi. Ampak tudi, če tako uradno ne iščemo nikogar, smo vedno odprti za to, da nas ljudje kontaktirajo, da če imajo kakšno idejo, če se vidijo, da bi lahko pri nas delali, smo vedno odprti, da nas kontaktirajo in jaz se bom vsakmu odzval, ki bo imel neko idejo, ki mi bo poslal sporočilo in pokazal neko željo ali pa ambicijo delati z nami ali pa delati v naši ekipi.